V temle podcastu za sodobne edu-podjetnike, torej za podjetnike, ki prodajate svoj know-how in bi to želeli početi v neki sodobnejši, pa tudi nekoliko bolj svobodnejši obliki, torej v obliki spletnih tečajev oziroma online programov, podelim z vami 5 primerov aktualnih izobraževalnih projektov, na katerih delam. Torej gre za 5 primerov iz zadnjega časa, torej ne iz zadnjih 5 let, ampak nekaj, kar je, bi rekla, v trendu oziroma nekaj, kar je trenutno aktualno. In so pa zelo dober primer ravno zaradi tega, ker so pravzaprav vseh 5 primerov je popolnoma različnih. Gre za izhodiščno točko, imajo vsi pravzaprav zelo drugačno. Bom rekla, končni cilj je pa dokaj podoben, no? Razen pri enem. In v bistvu vse imajo pa skupno točko to, da v bistvu želijo posneti v nekem obsegu tudi torej posnete izobraževalne vsebine. Tako da dajmo si najprej pogledati samo na hitrico vseh 5 primerov, zakaj točno gre. Potem bom pa vsakega posecirala posebej, zase ločeno. Tako da če tole poslušaš na YouTubeu, bojo spodaj zaznačena poglavja, tako da lahko skočiš direktno na primer, ki je mogoče bolj aktualen zate. Na Spotifyju bom pa zaznačila s časovnimi oznakami, kje se kateri od primerov začne. Želim pa predvsem te primere osvetliti, seveda je podala jih bom anonimno, ne bom govorila o vsebini, predvsem se bom osredotočila na ta izvedbeni vidik in pa predvsem na ta vidik, kaj je tisto, na kar moramo biti kot izvajalci pozorni, ko gremo graditi, bom rekla, tak tip projekta. Torej, kaj so tiste značilnosti, na katere moramo biti pozorni iz vidika udeležencev, to se pravi z vidika tega, kar gradimo za udeležence, torej te uporabniške učne izkušnje, iz vidika nas kot izvajalcev in pa, bom rekla, bolj tega mogoče organizacijsko-tehničnega vidika. Torej, samo na hitro vseh 5 primerov, oziroma vseh 5 projektov. Zdaj, prvi projekt je, kjer edu-podjetnica pripravlja izobraževanje, ki je deloma v živo, deloma v Zoom obliki in deloma v posneti obliki. To se pravi, gre pravzaprav torej gre za kombinirano izobraževanje, kjer pokombinira 3 oblike in vse 3 oblike so približno enakomerno, skratka enakomeren obseg v vsaki obliki. Drugi primer je podjetnica, ki je do zdaj izvajala izobraževanje v celoti v obliki Zooma, torej šlo je za nekaj tedensko izobraževanje, usposabljanje, trening, kjer se z udeleženci srečevala kar po več ur na dan v obliki Zoom delavnic, Zoom srečanj, Zoom delavnic. In zdaj bi rada pretežni del tega, kar je bilo na Zoom srečanjih, bi rada prenesla v online obliko, še vedno bo pa v enem manjšem deležu obdržala tudi Zoom srečanja, ki so seveda super varianta za, bom rekla, bolj tista vadbena srečanja oziroma za praktične veščine. Tretja edu-podjetnica ima celoletno šolo, torej prenaša v bistvu v online obliko celoletno šolo, torej gre res za obsežen program, za preko oziroma okoli 100 ur vsebin, ki jih je do zdaj izvajala izključno v klasični obliki, v obliki srečanj na terenu, več urna srečanja so to bila. In zdaj želi, bom rekla, en večji delež, podobno kot tista, ki prenaša Zoom, prenaša tudi tale, bom rekla, iz klasične oblike v posneto obliko, pokombinirala bo seveda še zmeraj tudi z srečanji na Zoomu, pa srečanji v živo. Gre pa res predvsem za ta poudarek, da gre za celoletno šolo in res obsežen program. Četrta edu-podjetnica oziroma četrti edu-projekt, oziroma izobraževalni projekt, gre za projekt, kjer želi edu-podjetnica ustvariti tako imenovan članski program, to se pravi program, ki bo na neki mesečni ravni dostavljal nove vsebine tem članom in bo najbrž pokombiniran, nismo še toliko daleč, skratka, verjetno bo v neki meri pokombiniran tudi z srečanji v živo preko Zooma, večinsko bo pa posnet v obliki teh posnetih vsebin. Peti projekt oziroma peta edu-podjetnica pa si je zamislila projekt, kjer bo v bistvu posnela, ona izvaja sicer delavnice v klasični obliki in pa tudi mentorska srečanja, torej dela s strankami 1 na 1 in si je zamislila, da posname en del programa, ki bo tako imenovan uvodni program oziroma vhodni program, en tak osnovni program,
skozi katerega grejo vsi skozi. Mislim, da ne bo obsežen, gre za nekaj res bolj kratkega, vendar pa je v bistvu neka taka stična točka za vse stranke, ki potem naprej delajo z njo 1 na 1. Tako da, evo, gremo posecirati vsakega od teh primerov. Tako kot sem rekla, seveda anonimno podam primere, se pa osredotočimo torej na to izvedbeno plat in pa na te stvari, kaj je tisto, na kar moramo biti pozorni. Torej, naš prvi primer je kombinirano izobraževanje. Zdaj še enkrat poudarjam, kombinirano izobraževanje, torej to pomeni, da je del vsebine v posneti obliki, del vsebine v konkretno tem primeru je v živo v klasični obliki in del vsebine je v živo v Zoom obliki. Zdaj, tipična situacija, zakaj se edupodjetniki odločajo za tak način izobraževanja, je predvsem to, da si s tem želijo olajšati to, da v bistvu tisti del posnete vsebine ga ne rabijo ponovno ponavljati, da ga ne rabijo izvajati v živo, predvsem pri ponovitvah. Zdaj vemo, da ko prvič to izvajamo, je ravno tako treba posneti, ravno tako treba, bom rekla, to energijo in čas, včasih še v bistvu še celo več energije in časa v to, da posnamemo, vendar pa na dolgi rok, če imamo namen tak program prodajati in izvajati konstantno, torej tudi kar nekaj vrsto let, pravzaprav že pri drugi izvedbi smo v plusu s časom, pa v plusu tudi z energijo, ker ne rabimo odpredavati tistih zadev, ki jih imamo že posnete, in še več v bistvu s časoma lahko dopolnjujemo, da posnamemo tudi ostale zadeve. Zdaj, kar pa je tukaj tipična napaka, ki jo pri edupodjetnikih vidim, je pa to, da v bistvu, mogoče še to ne, ohranimo pa seveda, želimo pa si ohraniti en del vsebin v živo. Zdaj, bodi si recimo v tem konkretnem primeru gre za veščine, ki jih je deloma treba tudi usvojiti v živo, kjer je potreba potem, da smo, bom rekla, v nekem fizičnem stiku. Deloma pa v bistvu gre tudi za to, da v bistvu s tem, recimo z nekimi Zoom srečanji, lahko, bom rekla, prakticiramo tiste stvari, ki pa jih recimo mogoče, pač prakticiranje nekih veščin preko Zooma je vedno, bom rekla, dobrodošla kombinacija pri kakršnem koli izobraževanju. Skratka, s tem res zagotovimo, da so udeleženci to dali v prakso. Pri posnetih zadevah smo večkrat na tej točki, da mogoče kakšen sploh tega ne naredi potem zares v praksi. Zdaj pa tipična napaka, ki se jo v bistvu marsikdo, ki gre v tak sistem, loti, je to, da enostavno vzame, zdaj če si predstavljamo, da imamo, 6 modulov vsebine, recimo je to nekih 6 tednov, in enostavno reče, ok, prvi modul bomo se dobili v živo na Zoomu, drugi modul se dobimo, v predavalnici, tretji modul bomo odpredavali preko posnetih vsebin. In spet recimo tako še 4., 5., 6. Kje zdaj tukaj rata težava, je to, da običajno vsi ti moduli nekje obsegajo tudi en del vsebine, ki jo je treba, bom rekla, praktično oddelati. In zdaj, kar tvegamo pri taki obliki, kjer posnamemo dejansko 1, 2 ali celo 3 module v celoti online, ostale pa kombiniramo v živo, se zna zgoditi, da udeleženci teh modulov, ki so v posneti obliki, morda ne bodo predelali. To se pravi, dejansko jim bo manjkala ta vsebina, mogoče si bojo jih pustili, recimo, dostakrat imamo pač tak tip izobraževanj, tako da rečemo, ok, vse tole sicer odvija v teh, 6 tednih, vendar pa vam posnete vsebine, torej tiste vsebine, ki so posnete, pustim, da jih imate na voljo še, mesec, 2, 3 ali celo 1 leto. In seveda, kaj to vzbudi ta efekt pri udeležencih, da rečejo, ok, zdaj pa to bom delal na tistih stvarih, ki so v živo, klasično ali preko Zooma, tiste stvari, ki so pa posnete, bom pa zdaj pustil za malo dlje časa, bom pa pol pogledal čez 1 mesec ali pa čez 2 in tako naprej, in seveda velikokrat se to potem ta 1 mesec ali 2 spremeni v sveti nikoli, da se pogleda, da tega v bistvu ne predelajo. Tako da, če smo mi imeli 6 modulov, ki predstavljajo, vseh 6 modulov, da predstavlja eno celovito izobraževanje, eno celovito usposabljanje, da pridejo do nekih veščin, del te vsebine smo pa dali v tej obliki posneti in predvidevali, da bodo udeleženci to res predelali, in če tega ne predelajo, pridemo do sistema oziroma do točke, kjer tem udeležencem manjkajo ključne
oblike oziroma ključne vsebine oziroma neke vsebine, ki bi jih sicer morali imeti za to, da osvojijo celotno to, da pridobijo celoten nabor kompetenc v zvezi s tem izobraževanjem. No, tako da tukaj bi res opozorila, da je mogoče bolj smiselen pristop to, da ko kombiniramo po principu, kot ga bomo prikazali tudi, kar je značilnost tega drugega dela, oziroma pravzaprav tudi pri tretjem primeru bomo uporabili isto zadevo, kjer gre v bistvu za to, da mi kombiniramo na tak način, da posnamemo vsebine, ki so mogoče, ne vem, teoretične narave, ali pa da posnamemo vsebine, ki pripravljajo sicer že lahko na samo usposabljanje, potem pa v bistvu usposabljanje v živo izkoristimo za to, da naredimo praktične veščine. Torej, usposabljanja v živo na terenu v klasični obliki izkoristimo za to, da naredimo praktično oziroma da praktično vadimo tiste zadeve, ki so potrebne, da jih naredimo skupaj na terenu v neki fizični obliki. Zoom srečanja izkoristimo za to, da vadimo tiste zadeve, kjer ne potrebujemo nekega fizičnega stika ali pa nekih fizičnih zadev. Posnete vsebine pa dejansko uporabimo za to, da odpredavamo tisto, kar je sicer, bom rekla, bolj teoretične narave ali pa kjer zahteva mogoče nek čas, da udeleženci to predelajo in pogledajo, zato da se lažje pripravijo naprej in podobno, ne. Ker s tem pridemo do tega, da bojo pravzaprav udeleženci, če uporabim večkrat bolj grdo besedo, ampak bojo prisiljeni, da vse vsebine pregledajo, zato da lahko vadijo na terenu. Ne bo se nam pa zgodilo to, da v bistvu nekih določenih vsebin sploh ne bojo pregledali. Zdaj, drugi primer je bom rekla, sami izvedbeni plati zelo podoben prvemu primeru, kjer v bistvu v drugem primeru je pa edupodjetnica zdaj v bistvu večino stvari predavala samo v živo preko Zooma. Torej, če ga primerjamo s prejšnjim primerom, kjer je podjetnica rekla, da kjer je deloma v bistvu bilo to, kar smo v živo, je bilo deloma preko Zooma in deloma na terenu, je tukaj v tem drugem primeru ima ta edupodjetnica vse v obliki Zoom srečanj, kar pomeni, da je v bistvu na Zoom srečanjih večino časa tudi predavala, ne? Ker seveda pač nek del vsebine moramo odpredavati, nek del vsebine moramo povedati, pač neko teorijo oziroma neke fundamentalne osnovne zadeve moramo seveda predati, potem pa sledi aktivnost oziroma praktični del. In tukaj pravzaprav je imela, kar bom rekla, velik del tega, da je v bistvu pravzaprav vse te zadeve vedno znova predavala, vedno znova podajala, ko bi pravzaprav lahko to posnela. Tako da tukaj v bistvu gremo na isti princip delati, kot oziroma se lotevava projekta na enak princip, kot bi se ga torej tudi pri prvem projektu, torej da pogledamo, kako lahko kombiniramo, da posnamemo osnovne teoretične zadeve, pač posnamemo, potem pa na samih Zoom srečanjih poskrbimo za to, da vadimo. Zdaj pa mogoče en del, ki ga pač pri prejšnjem projektu nisem dodala, pa bom tukaj dodala, kaj je vse, bom rekla, ena slabost pri tovrstnih zadevah, da se nam zna zgoditi, da udeleženci od enega do drugega srečanja ne pregledajo vsebine ali pa ne pripravijo tistih stvari, ki bi jih lahko pripravili. Tako da to je ena od velikih pasti pri teh tako imenovanih kombiniranih izobraževanjih oziroma pri teh vodenih izobraževanjih, online izobraževanjih. Tako da tukaj moramo biti pozorni, da ko gradimo ta Zoom srečanja, ki so v bistvu, bom rekla, načeloma sicer namenjena v neki praktični vsebini, praktični vadbi, moramo še zmeraj velikrat dodati, bom rekla, vsaj nek minimalen povzetek tega, kar naj bi oni predelali v posnetih vsebinah. No, tako tukaj je treba biti res pozoren. Vedno se najde neka oseba, ki mogoče nečesa ni predelala, ali pa vse je predelala na pol, ali pa ni pripravila stvari, ki bi jih rabila. Tako da tukaj moramo biti zelo previdni, ko gradimo te programe, da pomislimo na različne situacije, ki se lahko zgodijo udeležencem. Vsekakor bi pa mogoče na tem mestu dodala še to, da lahko bi ta edupodjetnica posnela ta Zoom srečanja že prej, vendar pa, tako kot smo rekli, iz vidika varovanja zasebnosti, iz vidika bom rekla, nekega varnega prostora, v smislu prostora, da se udeleženci dobro počutijo,
načeloma ni priporočljivo, da snemamo ta predavanja, ki so v živo. Po drugi strani pa posnetki, ki so narejeni v Zoomu, so precej slabše kvalitete, kot jih lahko dobimo, če snemamo recimo z orodjem, kot je orodje ScreenPal ali pa v končni fazi s čimerkoli drugim. To se pravi, so te posnetki, bom rekla, bolj slabe kvalitete. Druga stvar je tudi to, da se organizacijsko, ko mi snemamo zadeve za posnete vsebine, za spletne tečaje, tega lotimo zelo po koščkih bi se rekli. Skratka, če govorimo recimo, da je eno Zoom srečanje bilo sicer, da je recimo ta Ido Podjetnica imela recimo, 5 ur predavanj, oziroma da je bila 5-urna delavnica, pa od tega recimo mogoče, 2 uri ali pa 2 uri pa pol predavala, bi seveda bilo tukaj zelo veliko kakšnega rezanja, pa prilagajanja, pa tako naprej, tako da to pa v bistvu, ko kreiramo spletne tečaje, pa tukaj to bom rekla, organizacijsko se pripravimo na ta način, da so to že manjši koščki, manjši deli, tudi vemo, da za spletne učilnice so priporočljive video lekcije nekje do recimo 7 ali pa recimo 10 minut, tako da čim delamo, z nekimi daljšimi posnetki, da bi mi kar vzeli te Zoom posnetke, imamo potem veliko dela s tem urejanjem, zdaj ali to delamo sami ali damo nekomu, da to uredi. Druga stvar je pa tudi to, da v bistvu, ko delamo po principu gradnje teh spletnih tečajev, imamo, bom rekla, veliko vpliv na to, da lahko prilagajamo, da lahko zelo enostavno popravke delamo. To se pravi, recimo, ko posnamemo neko predavanje, lahko recimo na zelo enostaven način zamenjamo slajde, preposnamemo ponovno nek govor, in tako naprej, ni treba tako kot pri Zoomu praktično iti od začetka posneti vse zadeve. Zdaj, če smo pri prvih 2 projektih govorili o tem, da imamo pravzaprav, da prilagajamo vsebino, ki je bila v neki obliki odpredavana v živo, pa je bila recimo v obsegu par tednov, to se pravi, da je bilo to recimo 5-6 srečanj po tam recimo 4-5 ur, govorimo torej o obsegu nekih 20, mogoče 25 ur vsebine oziroma predavanj. Je pa tretji projekt, predvsej bolj zahteven v tem smislu, da pa je zelo obsežen. Namreč Ido Podjetnica prilagaja v online obliko celoletno šolo, ki je bila izvedena, ki ima nekje obseg, bom rekla, če štejem vsa srečanja, pa po 5-6 ur predavanj, skratka gre za obseg približno 100 ur vsebine. Od tega bo seveda še vedno en delež, nekih recimo mogoče 1/3 ostala v 1/3 ali pa mogoče celo samo 1/4 ostala v klasični obliki, zdaj nekaj živo, mislim nekaj preko Zooma, nekaj v klasični obliki na terenu. Velik del te vsebine se pa prilagodi v posneto obliko. In tukaj predvsem, bom rekla, največji delež oziroma najtežja zadeva, ki je pravzaprav tukaj, je to ne samo snemanje, kot pa bolj samo to, da smo res dobro zorganizirani, kako v bistvu prilagodimo te vsebine. Namreč mi moramo pri celoletnih programih pravzaprav narediti eno zasnovo za celo leto naprej. Mi moramo vedeti že na začetku, ko začnemo pripravljati te zadeve, kako bojo vsi ti meseci potekali in kaj bo v vseh teh mesecih bilo pokrito. Ne rabimo zdaj v detajle reči, ok, marca bo pa v programu, moramo pa povedati vse to pa to pa to, ampak rabimo pa narediti že na začetku, bom rekla, eno strukturo, en pregled, kaj bo kateri mesec zajemal. Držati se moramo pa ene stvari, ki je zelo značilna za vse programe, ki so dlje trajajoči. Tudi pri članskem programu, ki je naslednji projekt, bomo se tega dotaknili, in sicer, da moramo priti do neke tako imenovane rutine. Torej, vzpostaviti moramo sistem, tako kot če si predstavljate v šoli. Šolsko leto ima recimo, 35 tednov, ampak je vsak teden enako. Ali pa kvečemo v zdajšnjih časih, imamo recimo urnike A, B, da je en urnik ta teden, pa naslednji drug teden, ampak načeloma obstaja pa neka rutina. Torej, vemo, približen enak sistem je vsak teden. In tudi tukaj moramo v teh celoletnih programih poskrbeti za to rutino. Skratka, mi moramo že na začetku si dati, bom rekla, plan, kako bo to potekalo, koliko bo teh srečanj v živo, preko Zooma, koliko bo srečanj v živo na terenu. Ne rabimo še imeti spisano v detajle, da rečemo, ok, na tem pa tem srečanju bomo zdaj pa te zadeve delali. Bistveno pa je, da imamo nek pregled, da točno vemo, kaj je recimo tema meseca. Kaj bomo v tistem mesecu predelali,
ker namreč ta rutina oziroma, kako ne rečem, ta struktura po mesecih se moramo nekako držati, ne? Ker če mi udeležencem v online programih, tako kot se držimo, recimo, da rečemo, le vsak mesec dobimo na terenu, vsak petek pa soboto, pa imamo v petek od 3 popoldne, pa v soboto do 3 popoldne, recimo izobraževanje. Raven tako moramo v bistvu ohraniti to rutino tudi ko gre za posnete programe. Tudi tukaj moramo reči, ok, vsak mesec je približno za 5 ur posnete vsebine, ker s tem bomo v bistvu olajšali našim udeležencem, da bojo res se organizirali, da bojo imeli to, ja, ne znam drugačne besede uporabiti kot besedo rutina, ker se bojo v bistvu lahko naredili rutino. No? Skratka, vsak teden bojo lahko rekli, ok, ta teden pa vem, da moram predelati, ne vem, za 2 uri vsebine, zato da bom lahko potem, ko imamo srečanje, bodi si v živo ali pa na Zoomu, da bom lahko bil pripravljen. Ne? In tukaj to se pravi tukaj najbolj pomembna zadeva je torej to, da se zorganiziramo za celo leto naprej, da naredimo strukturo za celo leto naprej, da določimo nekje, kakšen bo ta obseg vsebine na mesečni ravni in pa potem pravzaprav lahko snemamo in pripravljamo zadeve. Jasno, da ne moramo iti za 60 do 80 ur vsebine posnet v enem tednu ali pa v enem mesecu, ker lahko samo, bom rekla, izgorimo oziroma se skurimo do konca. Ampak je fino v bistvu, da potem to zadevo snemamo sproti. To se pravi za 1 mesec vnaprej ali pa recimo mogoče za 2 meseca največ vnaprej. No, tako da tukaj res želim poudariti to, da tudi če prenašate neke večje programe, vse podobna zadeva bi bila tudi pri primeru številka 2, ne, ko smo govorili o večtedenskem izobraževanju, pa podobno tudi pri prvem primeru pravzaprav, da delamo sproti. Ne. Tako kot se pripravljamo na delavnice vsak teden sproti, če so v živo, ravno tako tukaj recimo naredimo, pripravljamo sproti. Ne. Skratka, ni zdaj poanta, da bi zdaj, ne vem, tale Edo podjetnica mogla v 2 mesecih posneti vsebino celotnega leta, je pa, še enkrat poudarjam, potrebno narediti to zasnovo, kako bo celo leto potekalo, kaj približno se pokrije v posameznem modulu oziroma mesecu in pa kakšen obseg vse te vsebine bo in potem se seveda, ko snemamo, je treba tudi večkrat prilagoditi, ne, zato je tukaj zelo pomembno, da za vsak mesec sproti potem naredimo strukturo meseca, tako kot da bi delali spletni tečaj za katerokoli stvar, pogledamo strukturo in ovrednotimo tudi iz časovnega vidika, koliko imamo recimo na razpolago, da gremo lahko v globino in širino z določenimi vsebinami, ker seveda to pomeni, bolj ko gremo v globino, več ko razlagamo, več časa nam to pobere. Ne? Zdaj pa, če smo si mi dali, da je to rutina, da bo, ne vem, na mesec, ne vem, 5 ali pa 6 ur posnetih vsebin, to nam potem takoj da avtomatsko vedeti, da ne moramo iti preveč v globino oziroma pač vemo, v kakšnem obsegu govorimo. Naš četrti primer, naš četrti projekt je pa članski program. Zdaj, zelo podobna zadeva kot pri temle celoletnem programu, gre tudi pri članskem programu za to, da v bistvu ustvarimo rutino. To se pravi, tudi tukaj pri članskem programu moramo vnaprej dati eno zasnovo, moramo imeti neko zasnovo, da vemo, kaj se bo dogajalo. Pravzaprav lahko članske programe v eni obliki jemljamo tudi kot letne programe. Ne. Zdaj, edina razlika, no, se to v tem si lahko pogledate en daljši posnetek, kjer sem 3 tipe, kjer sem pregledala, kakšna je razlika med letnim programom pa članskim programom, ampak če samo na hitrico orišem, pri letnem programu smo ves čas vsi na isti točki in delamo ves čas na isti, tako kot v šoli. Letni program lahko primerjamo s šolskim programom. Medtem, ko recimo članski program lahko primerjamo recimo mogoče z nekim, članstvom v telovadnici, kjer lahko pravzaprav kdorkoli se priključi v program kadarkoli in vzame, bom rekla, in hod potem na neke treninge, na neke vaje. Ne. Zdaj tukaj načeloma sicer so članski programi vsem tako narejeni, da štartajo mogoče nekje od začetka, pa grejo naprej. Vendar je pa tako, da v bistvu ljudje niso prisiljeni, bom rekla, več fleksibilnosti je v sami vsebini. No? Tako, ker v bistvu tudi članski program ne pomeni, da je zdaj po enem letu konec, ampak je pravzaprav iz biznis vidika, je ta oseba, ki je z nami se opisala v članski program, z nami lahko nadaljuje tudi naprej. Ne? Skratka, tukaj moramo biti res zelo previdni, zelo, bom rekla,
dati veliko pozornost na to, kaj pravzaprav mi gradimo, ne. Na kakšen način tak program gradimo, in pa spet vzpostaviti neko rutino, ne, koliko vsebine, ker tukaj le, ne, ponavadi ni toliko. Pri članskih programih zdaj ne govorimo o toliko obsežnih programih, običajno, kot so tisti letni programi, ne. Pri članskih programih gre bolj kot ne za neke mogoče, lahko tudi neke suportne zadeve, za neko, bom rekla, počasno izgradnjo nekih veščin in tako naprej. No, zdaj, tukaj je zelo različno, ne, jaz lahko povem za svoj članski program, recimo, vsi štartajo na isti točki, potem pa pravzaprav gradijo in napredujejo v svojem tempu, izberejo tudi, bom rekla, na tej poti lahko izbirajo različne vsebine in tako naprej. Tako da nekako članski programi ne bi omogočali več te fleksibilnosti, ne. Tako tukaj res pride velika do, bom rekla, zamenjave članskega programa samo zato, ker je pač na neki mesečni ravni zaračunano. Recimo, če je letni program, pa ga zaračunamo vsak mesec pač po mesečnih obrokih, ni članski program, ne, ampak je samo pač mesečno odplačevanje oziroma so mesečni obroki. Tukaj le pri članskem programu gre pa za to, da pravzaprav s tem, tako nekako knjižnica, ne, s tem, ko imamo plačano neko članarino v nekem obdobju ali pa v fitness centru, v telovadnici, v tem obdobju lahko koristimo storitve in, bom rekla, dostopamo do vseh vsebin. Zdaj, pri članskih programih je tudi to dobro, da v bistvu na začetku, ko jih začnemo graditi, jih lahko gradimo torej sproti, torej ni treba spet, da vsebine posnamemo za, ne vem, več mesecev ali pa več let celo naprej. Skratka, zelo podoben pristop kot pri tistem programu, pri tistem projektu številka 3, o katerem smo ravnokar govorili. In pa seveda tukaj treba gledati potem tudi to, da je obseg, bom rekla, spet nekako enakomeren, oziroma da nekako nudimo, bom rekla, v nekem enakovrednem obsegu ves čas neke te vsebine. No, naš peti projekt je pa popolnoma drugačen od prejšnjih 4. Gre pa za to, da, kot sem rekla, Edu-podjetnica ima individualne programe, ki so seveda višje cenovni, so zelo individualizirani, ima tudi delavnice, ki so, bom rekla, tako bolj splošne, to se pravi, kjer lahko vsi nekaj dobijo zase, in ima zelo veliko vsebin, ki so zelo, bom rekla, osnovne, ne. Saj veliko programov ima neko tako zadevo, da je pravzaprav nek osnoven temelj, ki ga moramo vsi poznati, ne, tako kot pri meni, recimo, pri kreiranju spletnih izobraževalnih programov je raven tako, ne, da rečem, ok, vsi morate poznati, bom rekla, osnovni princip kreiranja online programov, tako imenovan instructional design, oziroma to, kaj so tiste posebnosti, ko kreiramo online programe. Na podoben način pravzaprav se najde praktično v vsaki branži, v vsaki vsebini, da obstajajo neka temeljna znanja, ki se jih lahko potem posname. Tako da tukaj v bistvu pravzaprav gre za en vhodni program. Zdaj, tak program se lahko odločimo, ne, ker ponavadi gre tukaj za kratek program, ne, v smislu, recimo tudi sama imam program, ki je recimo urico pa pol in je to neka začetni tečaj. Podobno tudi tukaj, ne, pravzaprav običajno naredimo tak kratek program do uro pa pol ali pa 2, če nam rata mogoče celo samo do uro dolg, in je neka osnovni princip, to se pravi osnovni princip delovanja te vsebine, ali kakorkoli že temu lahko rečem, no. Gre pa tukaj za to, da je pa fino tukaj kar razmisliti, a je to ena zadeva, ki bo plačljiva, ali bo, bom rekla, brezplačna. Tudi ni nujno, da je to zdaj čist program, ki je samo predavanje, ne. Običajno tudi tukaj, tudi če gre za 1 uro pa pol trajajoč program, lahko mi naredimo stvar zelo aktivno, ne, v smislu, da že tukaj pripravimo ljudi, da naredijo neke osnovne korake, lahko pa je tudi v končni fazi tudi samo eno preprosto predavanje, kjer odpredavamo uro pa pol vsebine, zdaj karikiram časovno, ne. Bolje pa potem tisto, kar je pa za razmisliti, je pa to, na kakšen način pravzaprav to vkomponiramo v svoj online edu-biznis, oziroma nasplošno v svoj edu-biznis, ki ni nujno, da je online, ne, tudi tukaj vidimo, ta podjetnica bo imela samo to v online obliki za enkrat, ostalo ohranja v klasični obliki. Gre pa za to, ne, da v bistvu te programi, zdaj, če so res nizkocenovni, moramo premisliti, ne,
ali se nam jih splača prodajati, koliko avtomatizacije pa optimizacije v, bom rekel, neki spletni obliki je potrebno, ali je to pravzaprav, bom rekla, čist brezplačen program, v katerega se lahko piše kdorkoli, pa je v bistvu, bom rekla, kot neke vrste promocijski program za naprej, to se pravi za pridobivanje strank, ki se odločajo za to, da potem pridejo mogoče na delavnice v živo ali pa na individualna srečanja. Tako da tukaj imamo pač, tako kot sem rekla, imamo dve vrsti, lahko se tega lotimo, da je to zelo, bom rekla, strukturiran spletni tečaj, ki že da, bom rekla, neke konkretne rezultate, lahko je pa pač samo eno osnovno vhodno predavanje, ki pa da, bom rekla, bolj neke teoretične podlage in neko osnovno razlago, ki jo potem seveda izvajalcu ni potrebno, bom rekla, vedno znova ponavljati po vsaki stranki, ki pride v mentorstvo ali pa na neki individualni program razlagati ves čas iste osnove, ne? Ampak imamo, jaz temu rečem, enega klona, ki je vedno spočit, torej ta naš klon je vedno spočit, vedno pove točno tisto, kar je treba povedati, ne pozabi kaj povedati in tako naprej. No? Tako da to bi bil še 5. primer, kjer pa pravzaprav posnamemo začetni del vsebine. Tako, kako pa v bistvu se tega lotiti? Ne? Zdaj, če dam čist praktičen primer, kako smo se tega lotili s strankami. Gre za 5 primerov, 5 popolnoma različnih izhodiščnih primerov. Vse nekateri smo, to se pravi 1., 2., 3. primer, pa še celo 4. smo prišli do tega, da pravzaprav bojo zelo podobni, ker bojo kombinirali, bom rekla, posnete vsebine pa srečanja v živo, vendar pa imajo, torej izhodiščna točka je bila za vse različna, končna je, bom rekla, enaka, je pa v bistvu samo potem tisti princip snemanja različen. Ne? Za tiste, ki imajo nekaj krajše programe, lahko to hitreje posnamejo, tisti, ki imajo, ne vem, celoletne programe, snemajo čez celo leto oziroma pač sproti. Pri vseh pa velja, no, bom rekla tako, nekak 3 koraki, ki se jih lotimo. Zdaj, te korakov se lotimo lahko, ko delamo 1 na 1 z mano v projektu izdelave online tečajev, oziroma isti princip vas peljem tudi v programu Spletni edukator, ki ga najdete znotraj članskega programa Spletni hub za podjetnike. In sicer prva stvar je struktura. Marsikdo mi reče, joj, pa ne, saj mene to ne zanima, jaz svojo osnovno strukturo že imam, jaz bi šel samo snimati. Glejte, če si ne naredite plana, potem, če ne planiraš, mislim, da je Henry Ford rekel, če ne planiraš, potem planiraš neuspeh. Ne? Tako da tukaj je ključna zadeva, ki jo moramo narediti, torej ta struktura. Torej struktura tudi pri letnem programu smo rekli, pri celoletnem programu smo naredili strukturo oziroma neko osnovno zasnovo celega leta naprej, potem smo pa sproti delali strukturo za vsak mesec posebej. Podobna zadeva je pravzaprav tudi pri ostalih bilo. To se pravi, narediti treba neko strukturo, kako bo ta program potekal, koliko lekcij, kakšne lekcije, v kakšnem obsegu in tako naprej. Skratka, ta struktura nam ven pokaže tudi to, kaj pravzaprav imamo za posnet, ali pa kaj imamo mogoče za pripraviti v neki drugi obliki. Drugi korak, ki sledi potem, ko imamo strukturo, je storyboard. Storyboard nam omogoči, storyboard si lahko predstavljamo kot nek snemalni plan oziroma kot nek plan naše priprave teh gradiv in vsega tega. Storyboard nam kaže, kaj je pravzaprav za izdelati, kaj imamo recimo, katere prosojnice, katere slajde imamo za pripraviti, torej katere grafične stvari, kaj imamo za posnet v obliki govoreče glave, kaj imamo za posnet, ne vem, v kakšni drugi obliki, recimo na ekranu in tako naprej. In pa storyboard sploh pri projektih, ki jih mogoče snemamo dlje časa, nam drži ta fokus, da tudi če, ne vem, 2-3 dni nismo snemali, ali pa 2-3 tedne, ali pa celo 2-3 mesece nismo nečesa snemali, da ko se vrnemo in začnemo snemati, imamo točno napisano, kaj imamo za posnet, kaj imamo za pripraviti, ker vsebinsko se mi že hitro spomnimo, kaj imamo za narediti, oziroma kaj imamo za povedati. Ne? Saj, če je to naša domača tema, nekaj, kar nam je domače, bomo zelo hitro to padali noter vsebinsko. Ampak tisto, kjer pa malo bolj počasi padamo noter, če 2 meseca nismo delali, je pa to, kaj moramo tam točno posneti, ne? Katera vsebina noter pride v posamezno lekcijo, koliko lekcij moramo narediti, katere slajde pripraviti in tako naprej. In potem šele tretji korak, snemanje, to se pravi potem, pa ko imamo mi pripravljeno, ko točno vemo, kaj posneti,
v kakšni obliki posnet, se pa v bistvu samo še usedemo in odpredavamo zadeve in v resnici na tej točki, če ste se držali, bom rekel, tega protokola, da greste res struktura, storyboard, potem pa snemanje, boste prišli do tega, da pravzaprav tudi nimate veliko urejanja, ne rabite ničesar editirati, v smislu ne rabite potem ne vem koliko rezati, ne rabite, ne vem, skupaj lepate enih vsebin in tako naprej, ker so stvari že nastavljene vnaprej in vam res vzame snemanje samo toliko časa, kolikor bi vam ga vzelo, če predavate v živo. Oziroma v resnici še manj, ker ne rabite nikamor iti, ne. To se pravi, rabite toliko, da se nataknete mikrofon, pa da se usedete pred računalnik, ne rabite pa potem nekega, bom rekel, dodatnega editiranja, pa popravljanja, pa rezanja posnetkov, pa ne vem, olepševanja z nekimi pripisi ali pa karkoli, ker smo za to vse to že poskrbeli v predhodnih fazah, tako da točno vemo, kaj je za posnet in samo odpredavamo zadeve. Četrti korak seveda potem sledi je še spletna učilnica, torej postavitev v spletni učilnici, ki pa se je lotimo bom rekel, konkretno teh projektih, v zadnjih projektih, ki jih trenutno delam, sem ravno zaradi tega, ker sem videla, da imajo, bom rekla, moje stranke težavo s tem, da si predstavljajo, kako bo to na koncu narejeno, sem pravzaprav proces majčkeno obrnila in smo štartali v spletni učilnici, kar pomeni najprej program in celotno strukturo že delamo v spletni učilnici, kar pa je tudi, bom rekla, dodana vrednost pri tem, da bomo pravzaprav potem, ko smo posneli vsebine, imamo že pripravljeno tudi strukturo spletne učilnice, imamo že postavljeno v bistvu, kako bo to v spletni učilnici izgledalo, imamo že spisana imena modulov, imena lekcij in vse te zadeve in to v bistvu pravzaprav lahko zelo hitro postavimo potem na katerikoli platformi.